Lep pozdrav, spoštovani in dragi gledalke in gledalci. Pred nami je druga tekma 28. kola. Med Celjem in Aluminijem se bo odločalo na tekmi dveh klubov, torej, ki sta si po točkah in po uvrstitvi na lestvici zelo blizu. Lotrič z globinsko dobro podajo proti Vizingerju. Odlična kombinacija Celjanov, torej igralci krili hrbet, da so ob odboju kar se da hitro razčistili situacijo v svojem kazenskem prostoru. Brecelj meče daleč. Kako blizu avtogola. Martinović se je kar oddahnil. Vrbanec tam na tleh v dvoboju s Piškom, pa napaka. Luka Štor je prišel do žoge. Priložnost za Aluminij, 100% priložnost, ki je gostje niso izkoristili. Zaletel, ja. Ni bilo, tu bi moral malo bolje razmisliti, to je zdaj lahko takoj priložnost za Kidričane in Luka Štor je nastreljal pravzaprav metoda Jurharja. Cvek podaja naprej proti Vizingerju, odlična kombinacija. Hipoma so Celjani prišli pred vrata, velika priložnost za Požega Vancaša, ki mu je tam Luka Koblar v zadnjem trenutku uspel blokirati strel. Lotrič, strelec 6 zadetkov letos, deli si drugo mesto z Vizingerjem. Najlepša situacija. Velika priložnost še enkrat in na to prekrška ni. Tam je bil Cvek uspešnejši, vendar tudi Petrović na drugi strani, tako da ni dovolil podaje proti celjskim napadalcem. Štor je zdaj tam in v zadnjem trenutku reakcija Dušana Stojinovića, ni še konec nevarnosti. Aluminij bo imel morda priložnost. Kako blizu je bil zdaj Aluminij zadetku. Amuzi je izgubil žogo, izpadel iz igre, omogočil kar precej prostora. Preigrava Požek Vancaš, znova je veliko prostora na levi strani. Požek Vancaš je to zdaj opazil. Priložnost za Lotriča, ki je prišel do žoge in fenomenalno premagal Janžekoviča. Izjemen Lotričev gol, številka 7 zanj v letošnji sezoni. Mitja Lotrič, ki je že nekajkrat letos ni šlo za klasično medsebojno vlečenje, temveč je tam zares Travner prelisičil vse skupaj. Požek Vancaš zdaj priložnost za zadetek, podaja do Lotriča in tam gostujoči strokovni štab popravil vse spremembe. Trdina, kako tu Trdini ni uspelo doseči zadetka. Vsi športniki tekmujejo za to, da so uspešni. Seveda si želimo preizkušati z čim boljšimi nasprotniki in verjamem, da se samo tako lahko razvijaš. Pri rezultatu nič, tako v prvem polčasu, mislim, da tam med 10 in 15 minuto je Matjaž šel sam pred Jurharja. Žal ni uspel zadeti. Ponovno se mu je ponudila podobna priložnost. 1 minuto preden smo dobili ta, jaz lahko rečem, nesrečni zadetek, tako da nismo izkoristili naših priložnosti, ki smo imeli. Za izenačenje bi lahko zadel tudi Trdina v zadnjih minutah tekme. Ko ne zadanemo iz tako lepih priložnosti, potem smo lahko upravičeno razočarani.